Domen, kaj spremljate olimpijske igre v teh dneh? Ja, seveda, vsak dan. Sem spremljal že v bistvu preden vse dogajanje, prej kaj se je dogajalo in zdaj. V bistvu je redno vžgana televizija in spremljam, kaj se dogaja. Tudi sankanje? Tudi sankanje je tisto obvezno, pa tudi vse druge športe, no. Tako da mi je všeč zdaj tudi vsa ta tehnologija, da lahko spremljaš tudi druge športe, da imaš ves čas lahko v živo te stvari, da so mi zelo zanimivo tudi ostali športi. Poleg naših slovenskih športov, kako bi rekel, ne, kjer navijamo, da tudi druge spremljam. Kaj najraje poleg sankanja seveda? Ja, v bistvu zelo mi je všeč alpsko smučanje, mi je zelo zanimivo, no. Dejansko pa res vse, no, tudi recimo tudi malo spremljam, no, hokej, curling, vse te zadeve, no. Ta ski kros in te zadeve so mi zelo všeč, so zelo atraktivne, čeprav nimamo Slovenci nobenega tekmovalca trenutno, ampak je res, so te zadeve take fajne, so atraktivne, dinamične in rad spremljam to. Katera zgodba olimpijska, ki jih je vedno polno, se vas je najbolj dotaknila? Ja, zaenkrat ne vem, če bi lahko katero od njih izpostavil, no, ampak zelo so mi všeč te v bistvu, tisti, ki se morajo res malo bolj ekstremno potruditi, no, da pridejo sploh do olimpijskih iger. Če sem tukaj pri sankačih malo več spremljal, no, kako so se mogli malo bolj, kako bi rekel, eksoti potruditi, da so prišli, in sem jih spremljal že lansko sezono in letošnjo, ne. In kaj jim pol pomeni, no. V bistvu najbolj mi je všeč ta iskreno veselje, kakor se prečka ciljna črta, kakor ga izrazijo, no. Športniki, to mi je nekako najbolj všeč, no. Tudi velikokrat kdo reče, ne, bi se z zmagovalcem pogovarjal pa to, ampak jaz se pa rad pogovarjam s tistim, ga vidiš, kako srečen pride čez cilj, ne. Ki je v bistvu ni zmagal, ampak je pa nekako sebe premagal oziroma sebi dokazal, česa je sposoben. In ko doseže to, no, so mi te zgodbe zelo všeč. Je pri sankanju kakšen takšen eksot, ki je še posebej omembe vreden? Ja, v bistvu zdaj kar se sankanja tiče, so kar zaostrili že ta mednarodni nivo, da prideš na olimpijske igre, je zelo veliko omejitev, no, oziroma veliko stvari moraš doseči, da lahko sploh tja prideš, ne. Ampak recimo so se mogli kar dobro potruditi, no, da so prišli, no. Ni pa nobene kakšne ekstremne, no, zgodbe, ker sankanje je kar težek šport, kar se tega tiče, in je težko, bi rekel, enemu čisto, da pride na friš in pa da vozi, ker je zelo zahteven, no, šport. In je glede te varnosti je veliko stvari, ki jih je treba doseči, no, da mora biti kar natreniran. Kar precej znanja. Tako, ja. Ja. Kako vi ste bili udeleženec dveh olimpijskih iger? Kako ste se počutili recimo prvič in kako drugič na igrah? Ja, prvič je bilo zelo, bi rekel, ta pričakovanje in vse to, ne. Zraven je bil še malo te nervoze, straha, da ne bi kaj zasral, kako bi rekel, ne. Ampak takrat, to je bilo ta prvič v Torinu, no, mogoče tudi ni bilo toliko tega olimpijskega duha čutiti, zato ker je bilo več olimpijskih vasi, tudi zdajle Je podobno, ne. je zelo podobno, ni tiste, kako bi rekel, neke enotnosti. Jaz pol v Vancouvru 2010 so bile pa samo dve olimpijske vasi in so bili res različni športniki, smo bili skupaj, na sebe res čutili eno tako energijo, športno, pozitivno. Tako da v bistvu na teh drugih sem bilo, bi rekel, taka uživancija, no. Poleg tekmovanja tudi še vse ostalo, kar se je zraven dogajalo. Mateja Svet je v enem pogovoru rekla, da ko je bila 15-letna deklica na olimpijskih igrah v Sarajevu, jo je fascinirajo, da je lahko v jedilnici spoznala Katarino Vid, takrat izjemno drsalko, ne, in da je lahko celo jedla za isto mizo, mislim, da je tako rekla, no. Je bilo kaj takšnih srečanj? Ja, že v bistvu že tukaj, recimo že v Vancouvru, vem, da recimo sem večkrat bil tudi istočasno v jedilnici, ki je bila recimo Petra Majdič, in sva velikokrat spregovorila kakšno besedo. Res vidiš, te spoznaš in nobenemu ni težko nič se kaj pogovoriti. Tudi če samo ti vrnejo pozdrav in nasmeh, vidiš, da res živi ta olimpijski duh in ta, bi rekel, tako spoštovanje med športniki. Si želimo samo dobro, čeprav smo med sabo tekmovali, ne. Kaj pa tudi s tujci? Ja, tudi s tujci, ja, tako, ja. Recimo tudi pol, kakor smo kje bili, sem tudi Bodi Millerja srečal in spregovoril z njim besede, take čisto spontane, ne da bi
kaj ekstra, ampak je bilo kar nekaj takih, kako bi rekel, srečanj. Tekmovalni dosežki na obeh igrah, kako ste tekmovali? Ja, zdaj, ko se spomnim, v bistvu tudi takrat, no, je bil nekako tak realen cilj, ki sem ga postavljen, sem ga tudi dosegel, no. Tako da sem res se približal, da sem prehiteval vsaj četrtino tekmovalcev, ne. Oziroma cilj mi je bil, da ta zaostanek za ta najboljšim zmanjšam in v bistvu, čeprav sem bil 2006, sem bil 26, 2010 sem bil 27, sem v teh v bistvu 4 letih za več kot 2 sekunde zboljšal zaostanek za ta boljšim, no, kar je bil tudi en tak osebni cilj, no, pa želja, da se približam boljšim, kar se pa tudi v bistvu tudi vidimo zdajle na teh olimpijskih igrah, so predvsem v dvojkih so bili zaostanki zelo, zelo, zelo majhni, ne. Govorimo o nekih desetinkah in se vidi, kako tudi šport napreduje, ne, kako ta tehnologija napreduje in kako se lahko tudi približajo tudi mogoče tisto, kar so včasih pol sekunde zaostali, da se približujete boljšim. No, ampak v tistih časih verjetno tudi ta zaostanek je bil na račun tega, da ste imeli precej slabšo opremo kot najboljši, ne? Ja, to je žal še vedno ostaja to, ne, da v bistvu tudi zdaj imamo mladince in v bistvu ciljamo na naslednje olimpijske igre, da bi šel ponovno sankač. Se zelo sistematično dela z mladinci, ne. Imamo ogromne težave dobiti sanke, ne. Ker ne moreš jih kupiti v trgovini, to moraš poznati nekoga v drugi državi, da ti jih uredi, zrihta, pa še to normalno, da ne bo dal tako dobre kakor za svoje, ne. Tako da se kar borbamo glede tega, no. Nekaj mednarodna sankaška zveza dela na tem, da bi čim bolj standardizirala sani, da bi se bile enotne, kar je pa tudi težko doseči pri vseh različnih interesih, sploh teh največjih nacij, kakor so pa zastopane v teh komisijah, ko o tem odloča, je težko prepričati, ne. Ampak ja, v bistvu ta, kako bi rekel, ta tehnološki doping in pri sankanju je še kar dosti prisoten, ne, ker naša najbližja proga je 350 kilometrov stran, je že nekaj let zaprta, ker se je bilo takrat en neurje, ki je podaril, so mislili letos že imeti tekmovanje. V bistvu to je bil Berchtesgaden, Koenigsee. Innsbruck so pa tudi lansko leto predčasno zaprli, ker so ga obnovili. Tam so zadnja 3 zavoje spremenili in v bistvu letos niso dobili homologacije, zato ker ni dovolj varna, ker so imeli preveč nesreč in v bistvu še ta proga nam je šla in v bistvu te dve proge, ki so najbližji, so nefunkcionalne, tako da imamo kar večje stroške, če želimo kam na treninge ali pa karkoli početi. Se moramo zdaj kar peljati 7-8 ur, no. Daleč, ne? Ja. Verjetno je rešitev, ne vem, 30 sani, 30 tekmovalcev, žrebajo, kateri bo imel katere sani, To bi bilo nekako optimalno. Mislim, da že pri bobu, kar se tiče, ko so tudi olimpijske igre mladih in tam se vozijo monobob, se pravi, da je samo en noter, tam že imajo tak postopek, da imajo toliko pa toliko bobov in se pol dejansko športnik odloča, minimalno sreča, če je kje drugje. Pa pol tudi, bi rekel, tisti, ko naredi bob, ne bo naredil enega boljšega, ker mogoče ga pa ne dobi ta prav, ne, kako bi rekel, tako da se res pol potrudi, da so vsi enaki in dejansko pol športnik tisti, ki odloča o rezultatu. Domen, kaj so vam dale te olimpijske igre in udeležba na njih? Ja, to pa zdaj v bistvu, sem že 40 pa to, ne, že malo bolj gledam za nazaj, kako pa kaj, ne. Tako da v bistvu dale so ogromno, ne. Že da greš ti čez vse te procese, da prideš do tja, tam se največ stvari naučiš, ne, in to je tudi v bistvu javnosti je to skrito, ne. Koliko treningov je bilo treba narediti, ne, kolikokrat so šli prijatelji na zabavo, jaz pa na trening, oziroma spat, da sem zjutraj šel spet trenirati, ne. To so tiste malenkosti, kakor sčasoma pozabiš, ampak pol v življenju spoznaš, koliko so te, bi rekel, nevidne stvari pomembne, da jih ti delaš tudi v službi, ne. Nisi skozi noč vsem, ko narediš, ampak važno je, da takrat je treba, da narediš stvari in da si pripravljen, ne. Poleg tega, ne vem, vsa ta logistika, potovanja, vse to, kar je bilo treba narediti, ne. To smo mogli, v bistvu smo se mi za vse, ne. In koliko je leži potem vsakdanje živeti, ne, ker vidiš, da če greš peš do trgovine, res ni tak problem, kakor pa če si na drugem koncu sveta, pa moraš pol ure nekam iti, nekaj iskati, kje v bistvu se znajti, ne.
Tako da to so te take življenjske stvari, ki so mi dale v bistvu priprave na olimpijske igre, ne. Olimpijske igre so pa dale mogoče to, ne, da v bistvu, da se ves ta trud splača, da vse imaš enkrat poplačano, v bistvu, da se ti ta vložen trud povrne, da karma v dobrem smislu se ti vrne, če res delaš dobro in če res stremiš k enemu cilju, ne. Kako ste bili ponosni, ko ste dobili reprezentančne trenerke, drese, opremo, preden ste šli na olimpijske igre? Ja, to je bilo tudi nekaj res fajnega, zato ker v bistvu, zdaj se velikokrat pohecam, ker tudi potem, ko sem zaključil, sem bil še na olimpijskih igrah mladih, sem spet dobil pakete, prek službe sem tudi v specialni olimpijadi, gremo tudi velikokrat kam kaj, da v bistvu imam kar srečo, da mi ni treba toliko oblačil kupovati, ker jih velikokrat dobim, ne, tako da, glede na to, da je vse to na prostovoljni bazi bilo, ne, nisem nikoli bil profesionalni športnik, je to ena taka stvar, ki ti res vlije ponosa in ti povrne nekaj, no, nekako, kar se ne da plačati, no, ampak ti dobiš to, zato da boš Slovenijo predstavljal tam in to je res tak en ponos, no. In Verjetno še je vedno ponos. s ponosom nosim, no, vse stvari, ki dobim. Verjetno je ponos tudi, ne vem, korakati na svečani otvoritvi olimpijskih iger. Ja, imel sem to srečo, no, da sem lahko obakrat šel na otvoritev, no, in to je res spektakel, kakor čeprav, bi rekel, če se prenos začne ob 8, ne vem, šele pol 9 začne reprezentanca otvoriti. Mi smo takrat, če si isto je bilo v Torinu ali pa tam smo 100 kilometrov stran olimpijsko vas, ne. Se je ta protokol že ob 2, 3 začel, ne. So nas dali v konvoje, na avtobuse. Meni se je takrat svečano zdelo, ker to je šel policisti pred nami, za nami, avtocesta je bila zaprta za nas, uvozi so na avtocesto zaprti, helikopter nad nami, ne, nad konvojem, ke se je tja peljal, ne. Tako da že ta doživetje ti da tisto, Kaj pa je bilo najlepše na teh otvoritvah? Na otvoritvah je dejansko tisto, ko korakaš, ko oni rečejo, da Slovenija prihaja, in ko prideš ti na stadion in je stadion dejansko poln, ljudje navijajo za vse države, tudi za tebe, ne. In ko narediš tisti slavni krog, tisti je, to je pa tisto, ko čutiš noter, no, en ponos, kakor se ti res utrne za vedno, no, v sebi. Na vseh igrah so seveda glavni junaki tisti, ki prinašajo domov kolajne. Kakšna so praznovanja na olimpijskih igrah, ko so le športniki iz različnih športov? Ste si lahko privoščili kakšno praznovanje? Ja, v bistvu po tekem se je šlo malo proslaviti, bi rekel, no. Ampak je pa tako, da to olimpijska vas in vse to je zelo zaprt sistem. Se pravi, to, ko greš ven, je ko bi šel na letališču, vsi pregledi in vse to, no. Pa tudi taka, sploh v Whistlerju pa v Vancouverju, no, smo se mogli kar malo skriti, pa akreditacije skriti, ker so ljudje prepoznali, da si športnik in da niso vedeli zdaj tam Američani, da si jaz domen, pa da sankam, ampak prepoznajo športnika in so pristopili do tebe in začeli pogovor, kdo si, kaj te, ne. In če si jim zgodbo povedal, so bili res tako fascinantni, no, kako je glede tega, no, tako da se je šlo ponavadi, ker v bistvu partija je celo sezono vsi skupaj, pa ne samo eno sezono, to je bilo desetletje sezon, ne. Še vedno smo v stiku s temi sankači, ne. In smo šli v bistvu se podružiti tudi še. Kaj pa drugi športniki? Prej ste omenili Petro Majdič pa. Mislim, da da je v vseh športih zelo podoben, no, da se radi podružijo tudi izven tekmovališč, da se v sproščenem pogovoru lahko kaj pogovorijo pa si naredijo spomine. Domen, hvala lepa in veliko užitkov še naprej pri spremljanju olimpijskih iger. Ja, hvala.